Ljubi me, kot sonce sije. Ne govorim to tebi, ki nas gledaš po televiziji. To je naslov ljubezenske pesniške zbirke Ferija Lainščka. Po čudovitimi verzi njegove poezije sta se sončili Jasna in Alina Mija. Ljubezen. Nič drugega ne moreš reči, ko prebereš tole prelepo tankočutno zbirko Ferija Lainščka z naslovom Ljubi me, kot sonce sije. Alina Mija, kako si se ti počutila ob prebiranju teh pesmi? Počutila sem se zelo mirno in lahkotno. To sem brala med šolskim odmorom, tako da sem tudi malo pozabila na nekatere skrbi, ki sem jih imela takrat. Malo sem bila pa tudi ljubosumna na nekatere like v teh pesmicah, ker včasih si res želim imeti nekaj takšnega, kot imajo oni. Ja, poezija ima to moč, da te lahko v hipu ponese nekam zelo globoko, pa če tudi prebereš samo nekaj verzov in to med šolskim odmorom. In v tej zbirki je res težko izbrati kakšnega, ki je najljubši, ampak recimo tale mi je zelo ostal v spominu. Takole gre. Jaz ljubim še zmeraj daljave in v sanjah pripenjam si krila. Kateri so tvoji najljubši verzi ali pa najljubše pesmi? Moja najljubša pesem je Ne vem, če veš, in moj najljubši verz je tudi prva kitica te pesmice. In sicer gre: Ne vem, če veš, kako mi je, ko daleč si in čakam te. Ne vem, če kdaj se prebudiš in dolgo tam z menoj bediš. Mi je pa res všeč, ker se je s temi verzi in tudi s celo pesmico zelo lahko poistovetiti. Se mi zdi zelo realna in resnična in je pravzaprav nekaj tak občutek, ki ga imamo vsi pri svojih prvih simpatijah. Ja, z njegovimi pesmimi se je res lahko poistovetiti. Čeprav delujejo, kot da so iz kakšnega drugega časa, drugega okolja, so pa hkrati zelo domače. In Feri Lainšček je seveda izjemen pisatelj in pesnik, hkrati je pa tudi popotnik v te domišljijske svetove, a ne? Da, res je tako mističen. Imam pa eno vprašanje. Ali je bil od zmeraj takšen ali se je to priučil? Prav lepo vas pozdravljam. Seveda sem pisal tudi take pesmi. Že moje prvo ljubezensko pismo, ki sem ga napisal v 1. razredu osnovne šole, je bilo pravzaprav pesem. Sicer pa celo življenje pišem ljubezni z veliko začetnico in ljubezen kot ljubezen, ljubezen pač vrača. To se res splača. Hvala lepa, Feri. Ja, jaz mislim, da ni več kaj za dodati, ker ob taki lepi misli je res vredno končati. Hvala, Jasna, pesem je bila pa res krasna. Gremo na vprašanje. Ljubezen je težko razložiti. Po eni izmed razlag se vzpostavitev odnosa deli na več faz, ki si sledijo v zaporedju. Zaljubljenost, resna zveza, trenja, iskanje skupnega jezika in združevanje. V kateri fazi menite, da je odnos v pesmi Ne vem, če veš? A. Resna zveza, B. Zaljubljenost, C. Iskanje skupnega jezika ali D. Trenje. Zelo hitro, skoro. Jaz bi dala to, ampak ja, verjetno ne. Sekunde za razmislek. Rumeni so odgovorili B, menijo, da gre za zaljubljenost, vijoličasti pa C, menijo, da gre za iskanje skupnega jezika. Ja, Alina Mija pove, da je pesem odraz notranjega dogajanja v času prve ljubezni, ko se vzpostavlja prvi romantični odnos. Pravilen je odgovor B, ki je 5 točk prinesel rumenim.